Uredba o obnovi narave je ena od uredb, kateri smo v Evropski ljudski stranki ves čas nasprotovali, kajti mislimo, da je že današnjih 22 veljavnih uredb, ki upravljajo varovanje narave, dovolj, včasih celo preveč, za normalno kmetovanje, pa tudi sicer so marsikdaj te uredbe povsem v neskladju ena z drugo in delajo veliko težav tudi pri umeščanju v prostor in podobno. S to uredbo, ki jo je pripravila Evropska komisija, se dodatno ostrijo tudi pogoji za kmetovanje in ob uredbi o trajnostni rabi pesticidov, ki smo jo k sreči zavrnili v Evropskem parlamentu in jo je tudi Evropska unija umaknila, je ta uredba o obnovi narave tista, ki je tudi zelo razjezila na nek način tudi evropske kmete in jih konec koncev spravila tudi na ulice in na množične proteste. Ocenjujem, da je ta uredba povsem nepotrebna, da je že danes dovolj varovanja, zato me čudi, da naša vlada ves čas to uredbo podpira. Po drugi strani, podobno kot to uredbo tudi podpira, da se ne omili uredba okoli oziroma direktiva okoli varovanja zveri in je v tisti skupini držav, ki tudi se ne strinja s tem, da bi o tej uredbi odločali kmetijski ministri, ampak vztrajajo, da o uredbi odločajo ministri pristojni za okolje. Tako pri zvereh kot pri obnovi narave gre za bistven poseg v samo pravico do kmetovanja, tudi metode kmetovanja, zato mislim, da je to povsem nerazumljivo. Zato pozivam vlado Republike Slovenije, da apelira na ministra, ki bo glasoval o tej uredbi, da se pridruži državam, ki tej uredbi nasprotujejo. V zadnjem času se je nasprotovanju tej uredbi pridružila tudi Avstrija, Madžarska in ni nobenega razloga, da ne bi bila tudi Slovenija v tej skupini držav. Tako da še enkrat odločen ne za uredbo o obnovi narave, mislim, da je nepotrebna, prinaša nove omejitve, nove birokratske ovire, katerih je že danes preveliko v Evropi in delajo velike probleme tudi pri umeščanju v prostor na drugih področjih, ne samo na kmetijstvo.